večer, lepo pozdravljeni na našem tretjem srečanju letošnje šole boljšega življenja, ko govorimo o tem, kako se osvoboditi iz primeža strahu. Naša današnja tema je zaskrbljenost in zdravila zanjo. Namreč, če se spomnite, na našem prvem predavanju smo govorili o tem, da ko govorimo o strahu, ne govorimo samo o nečem, kar opišemo s to besedo strah. Naš besednjak strahu je veliko širši, veliko besed, veliko različnih tem nekako pade noter v to. Tesnoba, zaskrbljenost, nemir, bojazen in še bi lahko naštevali. Skratka, gre za en cel spekter besed, s katerimi opisujemo občutke, ki se nam pojavljajo takrat, ko nekaj običajno opišemo z besedo strah ali pa je povezano s samo besedo strah. Strah je seveda, lahko rečemo, univerzalno čustvo in ko govorimo o zaskrbljenosti, prav tako govorimo o nečem univerzalnem. Zaskrbljenost, tako kot strah, ne izbirata svojih žrtev glede na spol, na starost, na ekonomski položaj in podobno. Vsi smo kdaj že to doživeli, nekateri pa to doživljajo ves čas. In prav tukaj je težava. Seveda, ko govorimo o zaskrbljenosti, moramo poudariti, da je razlika med skrbjo in zaskrbljenostjo. Veliko tega nas lahko skrbi, ali pa za veliko stvari, ko tudi rečemo, poskrbimo. Kar pomeni, da vemo, da neka določena stvar od nas nekaj zahteva, da moramo nekaj narediti. Ja, postavljamo si vprašanja, kako bo šlo, a bomo pravočasno prišli, kamor pač moramo priti in podobno. Ampak, ko enkrat naredimo tisto, kar lahko naredimo, potem nekako to začne odpadati od nas, ne? To breme, ki ga nosimo. Ko enkrat dogodek, ki nas je skrbel, o katerem smo razmišljali, ga načrtovali, mine, potem se ne ukvarjamo več z njim. Razen, če seveda nimamo te tendence in nagnjenosti k zaskrbljenosti, potem pa seveda po recimo samem dogodku začnemo skrbeti in postajamo zaskrbljeni zaradi tega, kar je bilo na dogodku recimo. In se sprašujemo spet 1001 stvar. In si postavljamo vprašanje, na katera ne najdemo nekega odgovora in se začnemo vrteti v enem začaranem krogu in takšen pristop k življenju postane neka naša navada. Nekdo je rekel, da ko gre za zaskrbljenost in ekonomski položaj, potem so revni zaskrbljeni zato, ker nimajo denarja, bogati pa zato, ker ga imajo. Skratka, ni važno, na kateri strani ste, lahko ste enako nekako izpostavljeni tej zaskrbljenosti. Kaj je zaskrbljenost? Kako bi zaskrbljenost opisali, jo definirali? Lahko rečemo, da je zaskrbljenost miselni del anksioznosti ali pa tesnobe. Mogoče bi bila to boljša beseda. Skratka, zaskrbljenost je vedno povezana z našimi mislimi. Ko govorimo o strahu, kot tistem osnovnem strahu, če tako rečemo, potem ta ni nujno vedno povezan z našimi mislimi. Pravzaprav gre za to, da se znajdemo v neki določeni situaciji, ki nas prestraši in preprosto odreagiramo. Naš odziv je strah v tej situaciji. Ne razmišljamo veliko. V prvem našem predavanju smo uporabili pač primer medveda, če ga srečamo, potem si ne rečemo najprej tako, zdaj moram najprej razmisliti, a me bo strah ali me ne bo strah. Pa naštejemo vse razloge, zakaj nas bi naj bilo, pa vse, zakaj nas naj ne bi bilo, pol pa na koncu rečemo, ok, ne rabi me biti strah. Preprosto nas je strah, odreagiramo tako, naše telo se odzove. In takrat smo tudi poudarjali, da seveda strah nam lahko pomaga, da se odzovemo potem pravilno, da pravilno odreagiramo na to nevarnost, ki smo ji izpostavljeni. Skratka, strah je, lahko rečemo, na neki način neka avtomatska reakcija, ki se pojavi. Zaskrbljenost je bolj miselna, intelektualna dejavnost, da na nek način rečemo temu tako. Skratka, naše misli se začnejo ukvarjati z določenimi vprašanji. Vedno iste vprašanja, iste dileme, iste skrbi se nam vrtijo v glavi in postajamo zaskrbljeni. In seveda, to je samo eden od vidikov zaskrbljenosti. Drugi vidik, ki ga lahko izpostavimo tukaj, je, da zaskrbljenost je ponavadi napačna razlaga vsakdanjih podatkov. Se pravi, poznamo določena dejstva, poznamo določene stvari, mogoče se nam je kaj v življenju že zgodilo, kar je kakorkoli povezano z okoliščinami, v katerih
smo se recimo znašli zdaj ali pa pričakujemo, da se bomo znašli. In potem si to našo izkušnjo, te podatke, ki jih imamo, interpretiramo, aha, tudi zdaj se bo zgodilo enako. Ne more biti drugače. Če je bilo takrat, bo še zdaj. In seveda spet se ujamemo v ta začaran krog teh misli, ki jih potem imenujemo zaskrbljenost. Seveda niso naše izkušnje edine, ki jih interpretiramo. Lahko gre tudi za neke druge podatke. Lahko gre recimo za, ne vem, podatke o nekih nalezljivih boleznih. In potem postanemo tako zaskrbljeni, da ne upamo iti niti iz hiše. Ker vse posod nekaj preti na nas. Neki bacili, virusi, te ali one stvari. In skratka, ne upamo, postanemo zaskrbljeni za svoje zdravje. Zdaj, tu je razlika med skrbjo in zaskrbljenostjo. Eno je, če skrbimo za zdravje, se pravi, nekaj naredimo za to, da bi bili zdravi, da bi ohranjali svoje zdravje. Drugo pa je, če postanemo zaskrbljeni, torej do te mere, da preprosto ne gremo več nikamor. Ker samo doma smo varni. Potem pa ugotovimo, da še doma nismo. Skratka, zaskrbljenost vedno neke informacije, neke podatke, življenjska dejstva razlaga, vendar jih razlaga, interpretira jih na napačen način. In seveda ta interpretacija pomeni, da naše misli potem zdrvijo v smeri strahu in da naenkrat nimamo več nadzora nad svojimi mislimi. Naenkrat misli začnejo nadzorovati nas, če lahko tako rečemo. Mi smo nekakšna žrtev, ujetniki lastnih misli, lastnih strahov, ki se pojavljajo, bojazni, ki jih imamo. In potem to postane seveda vzorec. Vzorec našega vedenja, našega odzivanja, našega načina razmišljanja. Zaskrbljenost vnaša občutke nelagodja, dušenja. Kot nekaj nas stiska in pritiska. Nek nemir se pojavlja v nas samim. In seveda lahko rečemo tudi, da zaskrbljenost je v glavnem osredotočena na prihodnost. V glavnem skrbimo zaradi stvari, ki se še niso zgodile. V glavnem razmišljamo o stvarih, ki se šele bodo zgodile, čeprav ne vemo, če se bodo zgodile. Ali pa razmišljamo o možnih stvarih, ki se bodo lahko zgodile. Zaskrbljenost ima orientacijo v glavnem, ne izključno. Kasneje bomo videli, da tudi s preteklostjo se lahko ukvarjamo, ampak ima orientacijo v prihodnost. Skratka, gre za, kot smo rekli, eno miselno dejavnost, v kateri prihaja do enega zanimivega fenomena. In mislim, da besede, ki jih vidimo tukaj pred sabo, zdaj lepo opisujejo to, kar se dogaja. Zaskrbljenost je zloraba domišljije. Zaskrbljenost je v resnici uporaba naše domišljije za to, da si naslikamo najbolj črne možne scenarije, ki se bi lahko zgodili. In velikokrat se nekaj od tega res zgodi. In seveda to nam potem služi kot potrditev, da smo imeli prav, da smo bili zaskrbljeni. In ko smo naslednjič v podobni situaciji, rečemo, zadnjič je bilo tako, zdaj bo tudi tako. Ista stvar, isti vzorec, isto dogajanje v nas, nič se ni spremenilo in seveda svojo zaskrbljenostjo tudi nismo rešili nobenega problema. In malo kasneje se bomo vrnili k temu. Če bi poskušali napisati eno formulo za strah, bolj bi rekli, da je za zaskrbljenost, bi rekli, da je ta sestavljena iz strahu, se pravi, začne se z neko bojaznijo pred nečim, ampak to je lahko še normalna reakcija. Ampak tej bojazni, temu strahu potem dodamo pričakovanje najslabšega možnega izida. Se pravi, pričakujemo, da se bo tisto, česar nas je strah, zgodilo, da se bo uresničilo. Pričakovanju dodamo potem še spomine na podobne izkušnje iz preteklosti in zdaj ta strah postaja vedno bolj močen, vedno bolj trdoživ. Ne da se kar tako z njim opraviti. In vidimo pravzaprav, da smo orientirani zdaj v vse smeri našega življenja, v tem trenutku. Strah doživljamo zdaj, razmišljamo o prihodnosti, pričakujemo, kaj bo in podkrepimo, pod narekovaji, to s preteklostjo, kar je že bilo. In zadeva začne postajati res zelo, zelo močna. Seveda, tu se še zadeva ne konča, potem rekli smo, dodamo še malo domišljije na vrh, kaj vse se lahko zgodi, kaj vse bi lahko
bilo in vemo, da v nekih situacijah, recimo povezanih s strahom, naša domišljija dobesedno podivja. Vse stvari so možne. Ko nas je strah, jaz vem, moja starejša hči, ko je bila majhna še in ko smo živeli v bloku, kamor smo se ravno preselili, novo okolje je bilo in potem jo je bilo strah zvečer. Bila je 4-letna, ko smo prišli v Ljubljano, nekje deklice in razmišljajo o tem, seveda, kako in kaj, zdaj naenkrat je to druga situacija, drugač sobe razporene in podobno in na noben način ni smelo zvečer ostati v začetku okno odprto v sobi. Zakaj? Ne zato, ker bo nekdo prišel skozi okno, v 3. nadstropju smo živeli. Ampak njen strah je bil ta in potem smo se pogovarjali in sem rekel, zakaj misliš, da bo nekdo prišel skozi okno, če ne more, poglej, kje bo, ni teorije, da rečemo, po tej gladki steni bloka, brez vsakih možnosti oprijema, celo naš del, da rečemo, stanovanja je bil pomaknjen ven od tiste najbolj notranje linije, se pravi, zelo spreten bi moral biti tisti, ki bi si tu upal nekaj narediti. Skratka, nemogoče. In potem seveda njena domišljija delovala na podlagi nekih stvari, ki jih je videla ali pa o njih slišala in rekla, pa kaj, če kdo pride s helikopterjem? Razumete, stvar deluje, zadeva se začne vrteti v tej smeri. Seveda, to je minilo, ni nekaj, kar je spremljalo, ampak to je bil v nekem trenutku njenega življenja čisto realen strah in zaskrbljenost tudi. Dejansko se je iz tega razvila. In potem na koncu k tej domišljiji seveda dodamo še čustva. Po vrh vsega, se pravi, imamo en popoln recept za zaskrbljenost in tudi popoln recept za marsikatero katastrofo, ki se nam zgodi. Zakaj? O tem bomo nekaj več rekli kasneje. Ampak vidimo, stvari tečejo, da rečemo, čisto spontano, čisto naravno, vsakdanje na nek način, ampak pomenijo velik problem. In seveda zaskrbljeno se odraža na nas, na naše življenje, na naše zdravje, na naše telesno počutje. In čez nekaj trenutkov bom besedo predal dr. Lidijo Dorčič, ki bo spregovorila o enem vidiku tega, ampak predno se tega dotaknemo in prisluhnemo njenemu prispevku, tisto, kar lahko rečemo zagotovo, seveda zatrdimo, je zaskrbljenost povzroča vsaj dve stvari, nespečnost in pa napetost. Ne vedno nespečnost, ampak v večini primerov. Zanimiv fenomen je, da nekateri spijo, kot rečemo, kot ubiti, ko so zaskrbljeni, ampak ti so redki. Večina je nespečnih, ko gre za zaskrbljenost, se pravi, njihove misli delujejo in ta napetost, ki se v njihovi glavi pojavlja, je povezana z dogajanjem v naših možganih. Vemo, da naši možgani delujejo z uporabo elektrike, bi rekli, električnih tokov, kot so, in prihaja do preklopa med stanjem, ko smo aktivni in stanjem, ko smo pasivni oziroma sproščeni. In zaskrbljenost, tako govorijo določene raziskave o tem, pokvari ta naš preklop med enim in drugim stanjem. In dejansko ves čas funkcioniramo brez možnosti, da se sprostimo, ko gre za neke naše miselne vzorce. In seveda zato ne spimo potem tudi. In vemo, kako to deluje. Če smo kdaj v življenju bili zakaj zaskrbljeni, potem vemo, o čem govorimo. Tukaj. Se pravi, stvar nam je jasna. Zaskrbljenost se odraža ne le na to, kaj mi mislimo ali doživljamo v sebi, ampak se odraža tudi na to, kako se počutimo. Skratka, ima svoje čisto konkretne telesne učinke, negativne seveda. Samo, torej, kratko nekako o tem, da nas usmerim tudi v ta vidik in seveda v ta prispevek, ki prihaja sedaj. Strah je lahko samo neko površinsko počutje, slabo počutje in ga lahko z dobrim načinom razmišljanja in z razvijanjem dobrih navad, o katerih ravno kar poslušamo, lahko premagamo in izboljšamo kvaliteto življenja. Vendar se medicina ukvarja s strahom šele takrat, ko bistveno vpliva na kvaliteto življenja in povzroča bolezen. Evo ga, danes imamo na vrsti panično motnjo oziroma panični napad. Vi se spomnite, da smo do zdaj povedali par besed o fobijah, o anksiozni motnji, to je kot en lebdeči strah, ki ga je težko opisati, ampak tu je kot tesnoba in zaskrbljenost. Danes pa čisto nekaj konkretnega, to je panična motnja.
in panični napad. Kaj je to panični napad? Panični napad je nenaden val močnih občutkov tesnobe in strahu. Srce močno in hitro razbija. Pojavi se občutek dušenja, primanjkovanja zraka in oseba ima občutek, da bo umrla. Panični napad običajno traja 10 do 30 minut in potem spontano mine. Redko kdaj, bom rekla, prava izjema so napadi, ki trajajo 1 uro. No, če bi to bilo samo tako, bi to bilo še kar preprosto. Počakati teh 10 minut ali 30 minut, pa da mine v enem kotu in to bi bilo vse preprosto. Težava je v tem, ker panični napad spremljajo številni telesni simptomi. Evo ga, pospešen srčni utrip, občutek dušenja, potenje, bolečina ali nelagodje v prsih, drgetanje, slabost in omotica, otopelost ali mravljinčenje po telesu, navali vročine in vedno tudi smrtni strah. Pa ni niti čudno, saj se vse to najbolj burno dogaja v vitalnih organih. Srce tako razbija, z dihanjem so težave, ja to najbrž pomeni, da je nek fatalni dogodek pred vrati. In ljudje so zelo vznemirjeni in ustrašeni, zlasti, ko doživijo prvi takšen napad. Kako si v tej situaciji spontano večina ljudi pomaga? Stari recept. S posladkano vodo. Slišali ste, to je bilo hudo in tako se je vse dogajalo in pol so prinesli bolniku malo posladkane vode, mogoče še odprli okno, poklicali zdravnika. Ko je zdravnik prišel, bil je samo spomin in kozarec z vodo na mizi in vse so to pojasnili, zdaj pa je že malo lažje. Zanimivo je, da vsi ljudi, ki doživijo takšen napad, dajo velik pomen temu. In vedno znova, če se še kdaj ponovi panični napad, posežejo po posladkani vodi. Naprimer, to je zanimivo, ko človek podaja zdravniku, kaj se je zgodilo, kako je ukrepal, kako mu je to pomagalo. To veliko pove že o bolezni sami. Ker so nekatere telesne bolezni temu zelo podobne, imajo kar precej teh elementov. Naprimer, delovanje ščitnice lahko povzroči podobne težave, pa tudi srce včasih podobne težave, ampak jih nikoli ne moremo s posladkano vodo spraviti v kontrolo in ne mine čez 10 minut. Tako da vedno je prav, da se po prvem takem napadu pomenimo z zdravnikom, on verjetno določi tudi kakšne preiskave, vendar se panični napad lahko ponovi in popol pa že deluje en transfer, eno zaupanje med zdravnikom in diagnostiko. Kdaj pa nastane panični napad? Čisto brez veze, kadarkoli in kjerkoli, lahko na cesti, lahko v trgovini, lahko pri prijateljih, lahko ko prečkamo most, lahko ko se vozimo skozi predor, lahko doma na kavču ali nas lahko zbudi med spanjem. To nam nekaj pove, da je po eni strani panični napad čisto izven vpliva naše volje in situacije, če nekoga lahko zbudi iz spanja, je tako? Po drugi strani lahko ga sprožijo situacije, ki so nam odvedno bile neprijetne, naprimer kakšen predor, most, lift ali kaj takega. Kateri so vzroki za nastanek paničnega napada? Težko jih je opisati, ampak analiza ljudi, ki prihajajo s takimi težavami, govorijo, da obstaja gotovo neka dedna povezava. Mogoče imela mamica ali kakšna teta, pa se zdaj ponovilo tudi v drugi generaciji. Zelo rado pri mladostnikih v obdobju adolescence. Pri dekletih bolj pogosto kot pri fantih. Nekaj mora biti tudi s hormoni. Ni to samo kar nekaj.
Potem je vzrok za to tudi pretiran stres. Manj stresa, manj panike. Več stresa, več raznih čustvenih težav. Mogoče so to bile negativne okoliščine v življenju ali preprosto nam neznano kot posledica splošne preobčutljivosti živčnega sistema in kemičnega neravnovesja. Na kakšen način mi to zdravimo? No, predtem pa seveda par besed. Prešli smo zdaj iz paničnega napada v panično motnjo. Kakšna je razlika med paničnim napadom in panično motnjo? Pri panični motnji imamo ponavljajoče se panične napade z močno spremenjenim vedenjem. Na tem je poudarek. In tukaj se začne zdravljenje. Ker posameznega paničnega napada ne zdravimo, motnjo pa ja. In zdaj en primer. Danes se psihiatri strinjajo v tem, da je agorafobija posledica ponavljajočih se paničnih napadov s spremenjenim vedenjem. Agorafobija je strah od zunanjega sveta, od javnosti. Nekdo je doživel en napad, drugi, tretji, nekje v javnosti. In se ponavlja ta strah, kakor smo slišali tudi prej na začetku samega predavanja, da se bo spet ponovil in da bo spet tako hudo in da bo se spet nekdo čisto spotil in čisto znerviral in da se bo osramotil v javnosti in se začne izogibati družbe, prijateljev, trgovine, vsakega javnega dogodka in na koncu se še najbolj varno počuti samo kje? Doma. Tako da to je pa močno spremenjena kvaliteta vedenja in življenja in jo je treba zdraviti. Na kakšen način? Tukaj pa v prvo vrsto damo psihoterapijo, razen če bolezen ne traja dolgo in je globoko ukoreninjena ali prihaja s kako drugo duševno boleznijo. Pa če je sama panična motnja, je v prvi vrsti pomembna ta kognitivna terapija. A to pomeni, ozavestim sam sebi problem. Dobro, recimo, nekdo je šofer in se boji, da bo med vožnjo doživel napad panike in da se bo nekaj grozovitega zgodilo, prometna nesreča, srčni napad. Ampak to se nikoli ni zgodilo. Psihoterapevt se trudi, da mu razsvetli nekaj, kar on že ve. Da se nič hudega nikoli ni zgodilo, da če se ustavi in 10, 20, pol ure počaka zraven nekje, mine vse skupaj in on bo nadaljeval pot. Zelo pomembno je to, kako sami vidimo svojo težavo. In če dovolimo, da nas nekdo v tem primeru vodi, nam način razmišljanja in vedenja lahko veliko pomaga. Potem je tukaj avtogeni trening, a to je trening sproščanja. Manj stresa, manj panike. Od zdravil ne anksiolitiki, to se pravi pomirjevala, ker se človek lahko hitro na to navadi. To je samo izjema. Z nekaterimi ljudmi imamo hude težave. A veste, kdo je to? Malo razgledani ljudje, pa nezaupljivi ljudje. In to so v prvi vrsti Romi. Ko Rom zboli zaradi take bolezni, on je vsak večer v dežurstvu. In mu je hudo. Ne zaupa, ker misli, da ga zdravnik ne jemlje resno, ker je pač drugorazredni človek. In ne moreš mu to povedati. Ni toliko razume, ni toliko razgledan. Ampak če je človek razgledan in če zaupa, če jaz ni prehuda korenina,
gre veliko s kognitivno terapijo. A od zdravil v prvi vrsti antidepresivi pred spomirjevali. In samo pomoč, koliko človek več o tem prebere, lažje bo to premagal. Še par dejstev, ki so pomembna. Zdravila niso nujni del zdravljenja. Pri paničnem napadu ne gre za izgubo nadzora, čeprav tako izgleda. Panični napadi niso smrtonosni. Čeprav je občutek, da med paničnim napadom zraka primanjkuje in bolniki hlastajo za zrakom, vdihujejo pa v resnici preveč kisika. In po čem se to vidi, če boste kdaj mogoče zraven take osebe, da sami veste, zakaj se gre. Na nek način lahko pogojno recimo rečemo, da se zastrupljenost telesa s kisikom prepozna po mravljinčenju. Prvenstveno okrog ustnic, obrazkov, mravljinčenje, ne? Preveč se je nastavgal kisika in ko ga damo na mali oksimeter, njemu pokaže 100% nasičenost krvi s kisikom. Seveda nima premalo kisika, ampak takšen občutek je. In mogoče je način zdravljenja malo ponižavajoč, ampak je vedno še zmeraj kot pred 100 leti. Vrečka na glavo, da začne vdihovati tisti reciklirani zrak, da je manj kisika in da se preprosto in na ta način potem te parestezije, to mravljinčenje neha. Pride v neko normalo. Ja, zdaj, omenili smo do zdaj 3 vrste duševnih motenj. Fobije, anksioznost in zdaj panično motnjo. In pri vseh 3 smo rekli, od zdravil isto zdravilo, antidepresivi. Kako je to zdaj možno? A bolezni imajo tako različne obraze? Odgovor na to vprašanje dobimo, ko se malo poglobimo v delovanje naših možganskih celic. Motnja pri teh boleznih, kar smo jih zdaj opisali, nastaja zaradi motnje v delovanju na sinapsi. Sinapsa je področje, kjer prihajajo v kontakt živčne celice. Zato, ker so živčne celice med seboj povezane v mrežo. A kakšno mrežo? Mrežo, v kateri ni kontakta. Med celicami je malo prostega prostora, samo 20 nanometrov prostega prostora, tako da živčne celice niso povezane tako ena do druge v mrežo, ampak tako. Povezava brez kontakta. In kadar elektrika teče skozi nevron naprej, pride do neke točke, ko ne more naprej. Oziroma, tukaj je ena mala reža, o kateri smo govorili. Zdaj, za elektriko je zelo pomemben električni naboj in seveda elektrika poteka zaradi gibanja elektrona, plus, minus in tako naprej. Teh elektronov je zelo veliko in v medceličnem prostoru in na membrani zunaj celice in znotraj celice. To so male molekule. Ampak nič brez hormonov. So pod strogo kontrolo velikih spojin. In mi smo zdaj govorili o kontroli, ki jo izvaja hormon, ki se imenuje serotonin. To je hormon, ki omogoča, je kar zapleten proces, ampak omogoča, da se električni impuls giblje naprej. Zato je zelo pomembno, da je serotonina, nevrotransmiterja ali hormona, zadosti in še nekaj. Združimo to kemijo oziroma to kemijo damo pod neko kontrolo z zdravili, lahko zdravimo bolezen.
Zato smo rekli, da so duševne bolezni 100% somatske telesne bolezni, ker imajo svojo materialno podlago in razumevanje in zdravljenje. Kako smo rekli zadnjič? Če jemljemo zdravila, ne pomeni, da smo nori. Če zdravil ne jemljemo, ne pomeni, da smo močni. Če je treba, dajmo priložnost zdravilom. Hvala. Hvala lepa, skratka, mislim, da smo dobili en lep pogled v nekaj, kar morda ali doživljamo, ali smo videli pri nekom, nismo si znali pojasniti, razložiti, povezati, morda tudi kdaj stvari, ampak vidimo tudi, da seveda tema, o kateri govorimo, je nekako tista, ki nas lahko naredi bolj dojemljive za te stvari, ki smo jih sedaj slišali predstavljene. Ko govorimo o zaskrbljenosti kot taki, ko govorimo o tem velikem strahu, močnem strahu, obogatenem z našimi napačnimi razlagami nekih stvari, pa s čustvi, spomini, ki jih imamo, s pričakovanji, kaj vse se bo zgodilo, potem seveda trčimo ob eno dejstvo, zaradi katerega se potem sprašujemo, v redu, če je to res tako, zakaj smo potem sploh zaskrbljeni. In to dejstvo je, da seveda zaskrbljenost, ne glede na to, kako močno zaskrbljeni ste, ne more preprečiti, da bi se zgodile slabe stvari. A drži to? Lahko vas skrbi noč in dan, ena stvar. In samo to, da boste zaskrbljeni zaradi tega, ne bo preprečilo, niti ni nobena garancija, da se tisto, kar vas tako močno skrbi, zaradi česar ste zaskrbljeni, ne bo zgodilo. Se pravi, lahko rečemo, zaskrbljenost je v bistvu neučinkovita. In zato vprašanje, zakaj smo potem zaskrbljeni? Če zaskrbljenost ne spremeni rezultata, dogodka, zakaj bi se potem s tem ukvarjali? Zakaj bi počeli nekaj, kar vemo, da ne bo prineslo ničesar? Ampak zaskrbljenost ima svoj učinek. Seveda, neke telesne negativne učinke smo omenili in smo tudi slišali, kako so povezani in kaj se tukaj vse dogaja, ampak ima še en učinek. Zaskrbljenost nam ne samo, da ne more preprečiti, da bi se zgodile torej te slabe stvari, ampak nam v bistvu preprečuje uživanje v dobrih stvareh. Zato, ker smo tako zelo zaskrbljeni zaradi neke stvari, ki prihaja v prihodnosti, ne moremo uživati danes v dobrih stvareh, ki se nam ponujajo. Vedno znova se spomnimo na to, kar se nam bo zgodilo, tako pač mi že to razlagamo. Mi že vemo, da se bo to tako zgodilo, da ne bo nič drugače. In seveda, ne glede na to, kaj dobrega se dogaja v nas, v naši okolici, nekako ne moremo biti sproščeni. Mislim, da smo vsi že doživeli to izkušnjo ali pa smo videli nekoga, ki je to doživel. Vsi so, ne vem, sproščeni, veselje, neko, recimo, družinsko praznovanje ali nekaj takega, ampak imate nekoga tam, ki ni se odločila ta oseba, zdaj bom pa jaz pokvarila vse, ampak preprosto vidite, da ni sproščena, da ni del tega, pa kaj je, pa skozi pogovor pridete potem do tega, da rečeš, skrbi me to, ponavadi je, in potem je nekaj, kar je povezano z življenjem te osebe, bodi si zelo neposredno ali pa posredno, preko nekoga drugega, ki je v življenju te osebe. Ampak preprečuje, da bi ta oseba uživala v tistem dobrem, kar se ponuja v tistem trenutku. In seveda na drugi strani ostane spet to dejstvo, ki smo rekli, zaradi te zaskrbljenosti se pa nič ne bo spremenilo. Ko bi vsaj, bi rekli, potem bi vsi radi bili zaskrbljeni, en čas, pol pa, evo, imamo garancijo, da zdaj tega ne bo, ker smo bili dovolj zaskrbljeni zaradi te zadeve, ampak ni tega. In v bistvu ena lepa misel je tak tukaj, zaskrbljenost je kot gugalnik. Zaposlite, ampak te ne pripelje nikamor. Ste se že gugali na gugalniku, ni, gugamo se, pol ure se gugamo, ampak še vedno smo tu, kjer smo bili. Moče se malo premikamo, če niso tla čisto ravna, se nam zna zgodi, da se bomo malo kam premaknili. Ampak v bistvu nobenega učinka. Ves čas smo imeli kaj za početi. To naše guganje, ves čas. Ampak
Nikamor nismo prišli, nič nismo preprečili. Vse, kar smo preprečili, je pravzaprav samo sebi, kot smo rekli, uživanje v dobrih stvarih, ki se nam dogaja zdaj. In potem spet vprašanje, zakaj potem smo zaskrbljeni? Zakaj se potem odločimo, da bomo? Zdaj ste rekli, ne, se mi se ne odločimo, da bomo. Zaskrbljenost je izbira, je naša odločitev, ker mi se odločamo, kaj bomo naredili s tistim strahom, ki ga čutimo glede neke stvari. Ko smo govorili o fobijah, o anksioznosti in o teh stvarih, lahko si rečemo, ok, to je pač moja usoda, ne? Moram to trpeti, prenašati, ali pa poiščemo pomoč. Se pravi, mi se odločamo, ali eno ali drugo, da čisto poenostavimo tako stvar. In pri zaskrbljenosti ravno tako, ne? Ali bomo zaskrbljeni, ali pa ne bomo zaskrbljeni. To je naša odločitev. Tu ni avtomatike, ni zdaj moramo biti zaskrbljeni. Kaj lahko naredimo o tem nekaj pozneje? Naletel sem na eno zanimivo tabelo podatkov, ko gre za zaskrbljenost in naše skrbi in stvari, ki se nam dogajajo v življenju. Seveda osvetljuje to iz enega drugega zornega kota, ampak povezanega s tem na nek način pa kaže tudi to, koliko so naše skrbi in zaskrbljenost pravzaprav sploh smiselni. Tako je nekdo analiziral verjetno, 40% stvari, zaradi katerih smo zaskrbljeni, se nikoli ne zgodi. Mogoče celo še večji odstotek, ampak recimo tukaj je vključen en zelo širok spekter tega, zaradi česar smo zaskrbljeni, ni osredotočeno samo na prihodnost, ampak tudi na preteklost. Tako da zajema celoto. Če bi se fokusirali samo na prihodnost, bi bil veliko višji ta odstotek. 30% stvari se je že zgodilo v preteklosti. Se pravi, mi smo še vedno zaskrbljeni zaradi njih, mi jih še na nek način vedno podoživljamo te strahove, čeprav je to že preteklost. Se pravi, nič ne moremo narediti glede tega. Nič ne pomaga, nič ne moremo spremeniti. Lahko nas skrbi, kolikor hoče, ampak to je konec, končana zgodba. Nič več se tukaj ne da narediti. 12%, ne vem, kako so vse to računali, pravijo, so nepotrebne skrbi glede zdravja. To ne pomeni, da so vse naše skrbi glede zdravja nepotrebne in nepomembne, ampak so neke določene stvari, ko, veste, vidimo nekaj in takoj iz nečesa malega lahko naredimo eno zelo veliko stvar. To so ponavadi te zadeve, ki minejo same po sebi, ki imajo neko drugo razlago, ko je treba mogoče samo še enkrat pogledati, ali pa boljše pogledati, ali karkoli drugega narediti, ampak nekateri to ne naredijo. Jaz se spomnim nekaj časa nazaj, se zjutraj pogledam v ogledalo, tako kot verjetno večina, in opazim tu na bradi en krogec. In zdaj to drgnem svoje brade, ne gre proč nikakor, ta krogec in take lepe oblike, okrogle je bilo in meni se začelo pojavljati misli, pa kaj je zdaj to? Kaj se dogaja na nek način? Pa v smislu nič bom jaz malo pozneje še enkrat pogledal, to stvar, da vidim, pa se obrijem, pa to pa se pogledam, pa ni več krogca. In seveda, ta lepi krogec so pač bile dlake na moji bradi, ki so pač formirale ta krogec, gledale tako, kot da je, pa ga v resnici ni bilo. Ampak iz tega krogca bi jaz lahko naredil celo znanost. Če bi hotel, pa šel k zdravniku, pa veste, kaj vse bi bilo lahko iz tega. In take neke stvari spadajo v to kategorijo. Se pravi, da se razložiti stvar, da se hitro rešiti, ne rabimo biti zaradi tega zaskrbljeni. Skratka, gre za to področje. Potem 10% pravi, da so skrbi glede tistih majhnih stvari. Ko gremo na prvi zmenek, pa smo celi zaskrbljeni o tem, kako bo to izgledalo, pa kak nas bo naša draga ali dragi video, pa če imamo vsak las na svojem mestu, pa če lepo dišimo, pa če nimamo solate za zobmi ali kaj podobne. To so te skrbi, ki so in to lahko postane neka zaskrbljenost v nekem obdobju. Enostavno, to je tu, ampak mine, prerastemo to, preživimo, vidimo, da se nekaj zgodilo. In zdaj, če to seštejemo, vse skupaj nam ostane še koliko? 8%. Se pravi, zelo majhen del. In potem teh 8% se deli še na dva dela. 4% so resnične neke skrbi, ampak stvari, glede katerih lahko ukrepamo. Se pravi, ja, skrbi me nekaj, kot smo rekli,
mogoče tu še niti ne govorimo o zaskrbljenosti, ampak neka skrb je, ampak kaj lahko naredim. Skrbi me, kako bo šlo to nocojšnje predavanje. Ja, zdaj, če bo me samo skrbelo, ne bo veliko. Se zgodilo in ne spremenilo. Nekaj lahko glede tega naredim. To, kar lahko naredim, pač je, da se pripravim na to zadevo. Da naredim načrt, o čem bom govoril, pripravim prezentacijo in tak dalje. A lahko gre kaj narobe? Lahko gre. Ampak to, kar lahko gre narobe, to spada v zadnje 4%. To so skrbi, ki so resnične, ampak ne moramo ukrepati. Kaj bi naj zdaj jaz naredil, če bi zmanjkalo elektrike s to svojo prezentacijo? Ja, nič. V končni fazi ne morem čisto nič narediti. A ima potem nek smisel, da sem zaskrbljen glede tega. Če bom samo jaz to čutil in bom napet in čutil tesnobo in dušenje in vi boste me gledali in bi rekli, kaj mu je, ne? Kaj se dogaja v njem, zdaj razmišlja o nečem drugem ali kaj, zakaj ni pri stvari. Skratka, vidi se to, kar je v nas. Ampak, če pogledamo na to, kaj lahko naredimo, oziroma, ali moramo biti zaskrbljeni. Tiste 4% resničnih skrbi nam dajo možnost, da ukrepamo, da nekaj naredimo. Če pa ne moremo spremeniti ničesar, pa tudi naša zaskrbljenost ne bo pomagala. Poskrbimo tam, kjer lahko, ampak ko smo naredili, kar smo lahko naredili, potem enostavno se prepustimo dogodku. Ne moremo narediti ničesar več. In to je to gugalnik. Ne? Da vam kaj zadelati, počnete nekaj, ampak še vedno ste tam, kjer ste bili, ne glede na to, koliko ste skrbeli, bili zaskrbljeni. Zdaj bom 3-krat postavil isto vprašanje, pa ne zato, ker vas bi hotel imeti za neumne, res ne to razmišljati, ampak res bi rad vaš odgovor na to vprašanje. Okay? In vprašanje bo čist preprosto, kaj vidite, se bo glasilo, ampak ne še zdaj, naslednja slika. Okay? Se pravi, vprašanje je, kaj vidite? Modro piko. Modro piko. Kaj vidite? Kaj vidite? Zeleno piko. A kdo vidi kaj drugega? Belo. Belo zadje, ne? Ja. Ampak večina je razmišljala o piki, verjetno, ne? Ja. Koliko procentualno je pika v primerjavi z ozadjem? Ne vem, nisem računal, nisem delal primera, ampak zelo malo. Ja, zelo malo. Ampak kaj, mi se osredotočimo na to, na piko. Ne vidimo pa velega. Redko kdo je verjetno, mogoče je kdo pomislil, vidim belo sliko z rdečo piko. Ali pa zeleno. Vidimo zeleno piko, pa še kaj, še belo ozadje zraven, ko se usmerimo na to. Vidimo pristop, zakaj to uporabljam. Pri zaskrbljenosti se dogaja to, osredotočimo se na rdečo piko, na zeleno piko, modro, ni važno kakšna je, na neko stvar. Vsa naša pozornost je osredotočena na to, kar predstavlja manjši del celote. Ampak mi se fokusiramo in potem se nam začne dogajati nekaj, kar smo že rekli, da se pravzaprav s tem našim fokusiranjem in osredotočenjem pripravimo skoraj da do tega, da se bo ta rdeča pika res zgodila. V javnem nastopanju, včasih imam seminarje o javnem nastopanju tudi, in potem ponavadi govorimo tudi o kretnjah rok. In udeležence vedno rečem, ne razmišljajte o kretnji rok, ker ko začnete razmišljati o tem, boste nekaj zagotovo naredili narobe. Ker ste začeli sprašati, čakaj, kaj zdaj, kam jo naj dam roko, ne? Ja. In takoj se opazi, takoj se vidi. Ne, to naj bo nekaj spontanega, naravnega. Ampak pride pa do tega, ko razmišljam, nocoj na predavanju sigurno ne bom vedel, kaj z rokami početi. In potem, ko pridem in začnem govoriti in razmišljam, roke, kaj se dogaja z njimi, te roke res začnejo zelo čudno delovati. Kot da me ne ubogajo, kot da nisem skoordiniran pri celi stvari. Skratka, mi se postavimo v položaj, ko povečamo, lahko rečemo, verjetnost, da bo tisto, česar nas je strah, za kar smo zaskrbljeni, se res zgodilo. Obstajajo dokazani primeri tega, znanstveno dokazani, če hočete, in izkustveno dokazani. Jaz svojih izkušenj imam, vi jih imate iz svojih, ampak en zanimiv znanstveni primer se je zgodil, ni direktno povezan z zaskrbljenostjo, ampak kaže,
učinek in moč strahu. In sicer prihaja iz Avstralije in veste, da v Avstraliji domorodci so aboriginezi, ne? Tako jim rečemo. Se pravi, to so domorodci avstralski. In tako kot v mnogih kulturah, v različnih krajih sveta je tam zelo močan vudu. In vudu uroki so nekaj smrtonosnega, tako večkrat slišimo. In en zdravnik je raziskoval te stvari, v povezavi s strahom pripoveduje o nekem mladeniču, ki mu je pač ta lokalni šaman, ali kako se imenuje, izrekel en tak vudu urok. In sicer ta vudu urok se je glasil, da tisti dan, ko bo jedel perutnino, ki se prosto pase, se pravi, zelo je definiral, ne? Prosto pase, bo umrl. In ta mladenič je seveda to sprejel, s tem se ni zahecati, pozna izkušnje drugih, ki so, in je s tem živel. In nekaj časa potem, ko je bil ta urok izrečen, je bil povabljen k enemu svojemu prijatelju, ki mu je pripravil hrano, in zdaj ta seveda takoj vpraša, a je tu kaj perutnine, ki se prosto pase. In ta prijatelj je rekel, ne, v resnici je bila noter, med drugim tudi. In on to poje in nič se ne zgodi. Gre še večkrat se srečati in to potem se njune življenjske poti razidejo za nekaj časa in po več letih prideta spet skupaj. In ko se pogovarjata o vsem, kar sta dala, se ta prijatelj spomni tega dogodka. Pravi, veš, ko si me vprašal takrat, če je kaj te perutnine, ki se prosto pase tukaj v tem obroku, jaz sem ti rekel, da ni, ampak je bilo. In ta je prebledel, dobesedno prebledel na tem, kar je slišal, in nekaj dni pozneje umrl. Ampak ne zaradi uroka. Če bi zaradi uroka, pol bi umrl takoj, ko je jedel. Ampak kaj se dogaja v telesu našem? Se pravi, koliko močni so ti odzivi, te reakcije? To je lahko rečemo en skrajni primer, nam takšne stvari potrjuje. Se pravi, naša zaskrbljenost, naš strah nam ne prepreči, da bi se tisto zgodilo, ne prepreči dogajanje tega, ampak pravzaprav celo poveča lahko možnost, da se to zgodi, ker nas osredotoči na to, nekako nas usmeri v tej smeri in potem enostavno, kot da si dogodki sledijo. In seveda vsak dogodek, ki se zgodi, rečemo, aha, vidiš, točno to se dogaja, kar sem rekel, da se bo zgodilo. Ampak dogaja se ne zato, ker ne more biti drugače, ampak zato, ker vse jaz v svoji smeri naredim, včasih tudi ne, da bi se tega zavedal, ne, da bi to načrtoval, zato, da se bo to zgodilo. Se pravi, zaskrbljenost je nekoristna, je škodljiva, če hočete, v tej smeri. In potem seveda spet to vprašanje, zakaj potem tako radi skrbimo, oziroma smo zaskrbljeni, če nam ne koristi. Dve značajski lastnosti povečujeta, lahko rečemo, možnost zaskrbljenosti pri vsakem od nas. Ena značajska lastnost je perfekcionizem. Ljudje, ki imajo to značajsko lastnost, je prej, da mora biti vse popolno, vse brezhibno, so veliko bolj izpostavljeni zaskrbljenosti kot drugi ljudje. Flegmatik bo redko zaskrbljen. Zelo redko. Neki drugi tipi osebnosti zelo pogosto. Se pravi, višje, ko postavimo to letvico pričakovanj v svojem življenju, bolj popolno, ko vse mora biti, bolj bomo zaskrbljeni. In sploh ni pomembno, za katero stvar v našem življenju gre. Lahko gre za velike življenjske stvari ali pa čisto vsakdanje. Ali bo pecivo, ki ga pečemo, uspelo. In potem smo tako zaskrbljeni v resnici zaradi tega, da v tem kuhanju in peki ne uživamo in še na koncu se zažge. To je to. To, kar se dogaja. Bolj popolno, ko hočemo, bolj smo nagnjeni k temu, da smo zaskrbljeni. To ne pomeni, da je vse dobro, da je vse sprejemljivo. Ampak razlika je med težnjo k popolnosti in težnjo k odličnosti. Težnja k odličnosti vedno pomeni narediti najboljše, kar lahko, kar zmorem. Potruditi se do konca v tem obsegu. Ampak samo do te točke lahko grem, dalje ne morem. Perfekcionist se ne bo zadovoljil s tem. Poskušal bo še naprej in če ni drugo, bo vsaj dodal še zaskrbljenost temu, kar je že naredil. Še malo več, da bo. Ampak ne gre, ne spremeni se. In če prepoznate to težnjo pri sebi, potem, če se želite znebiti zaskrbljenosti, začnite delati na svojem perfekcionizmu. In si dovolite kdaj tudi kaj nepopolnega, kaj nedovršenega po vaših kriterijih in podobno. In boste videli, da bo se to poznalo na drugih življenjskih področjih. In pa potem seveda pesimizem.
Ljudje, ki so pesimistično usmerjeni, ki vedno vse vidijo črno, to je absolutno tisto, kar pripelje k tej zaskrbljenosti, ker če vidim vse črno se bo tudi zgodilo. Ne? To je ta miselnost. Kakšna so, rečemo temu, zdravila? Zdaj ne bomo govorili o pravih zdravilih za zaskrbljenost. Ne? Torej, o tem smo že nekaj slišali, ko gre za bolezenska stanja. Ko govorimo o zaskrbljenosti, tej dolgo trajajoči, ponavljajoči se skrbi, tem začaranem krogu, iz katerega se ne moremo izkopati, tako mi mislimo, potem je prvo zdravilo, ki ga lahko uporabimo, ta, da prenehamo skrbeti. Ker zaskrbljenost je odločitev, je izbira. In enostavno si lahko rečemo, ok, bili smo eno sredo tam na predavanju v knjižnici, pa smo nekaj poslušali o tem, pa smo videli, da zaskrbljenost ne deluje in res iz mojih izkušenj tudi ne deluje. Ne? A ima kdo izkušnje, da mu je zaskrbljenost preprečila, da se je zgodila slaba stvar? Zaskrbljenost. Nima, ne? Se pravi, ne deluje tudi iz vaših izkušenj, torej zakaj bi skrbeli? Prenehajmo skrbeti. Zamenjajmo miselne vzorce, malo ko gre za določene stvari, to bomo čez nekaj trenutkov omenili še. To je prva stvar, tako enostavna. Ampak ljudje reče, ampak jaz ne morem. Jaz moram skrbeti, jaz moram biti zaskrbljen. Ne rabiš biti zaskrbljen. Treba se je pogovoriti, treba iti skozi to. Kje so vzroki za strahove, ki se pojavljajo? Kaj lahko naredimo, da izvor teh strahov preprečimo? Če se že moramo s čem ukvarjati, ukvarjamo se s tem, odkot kaj izvira, odkot prihaja, pa se tukaj potem lahko marsikaj naredi in spremeni in preprosto nehamo biti zaskrbljeni. Negativne misli nadomestimo s pozitivnimi. Negativen pristop. Ko gremo skozi vrata, se ne rabimo vprašati, kaj vse bo šlo danes narobe. Ker zagotovo bo nekaj šlo narobe. Ampak si lahko preprosto rečemo, tudi če bo šlo nekaj narobe, ne bo konec sveta. Pa vse se dogajajo napake vsakemu. A je kdo brez napak? Ne. Ne gre vedno vse tako, kot rečem, ampak kaj? Ne gre. Kaj bomo naredili, ko tako ne bo šlo? In to je naslednja pravzaprav stvar. Naše misli se morajo osredotočiti na rešitve, ne na težave. Me strah nečesa je. Ok, kako bom to rešil? Kaj bom glede tega naredil? Samo to, da bom skrbel zaradi tega, zaskrbljen, strah, da se bo ponavljal, da bom hranil ta svoj strah, tisto domišljijo, kot smo rekli, zlorabo domišljije, ne bo pomagalo, ne bo koristilo. Se pravi, kaj bom naredil, da bom v največji možni meri preprečil, da se to zgodi, če me tega strah. Iščem rešitev. Problem lahko ugotovi vsakdo. In k meni zaradi moje narave tudi dela, ne samo recimo na tem področju, o katerem govorim, ampak sicer pride ljudje in reče, imam en problem. Ali pa imamo en problem, ko gre za nekaj službenega. Fino. Zelo me veseli, da imamo en problem. Moje ponavadi vprašanje hitro zatem je, imaš tudi rešitev tega problema? Ja, to pa nimam. Ok, pol pa pride nazaj, ko boš imel rešitev neko, pa se bomo o rešitvi pogovarjali. Zakaj? Ker o problemu lahko govorimo ure, dneve, mesece, pa bo še vedno problem. Nič nismo naredili. Ko pa preklopimo svoje misli v smeri iskanja rešitve, te začuda zelo hitro pridejo ponavadi. Začuda. Sploh ni tako težko in nemogoče, kot se nam je zdelo. Skratka, gre samo za drugačen pristop. Ne da rečemo, se ni problema, ni težave. Je, ampak kaj je rešitev? Rešitev iščemo. In seveda, ko smo sredotočeni na rešitev, potem nismo zaskrbljeni, ker zaskrbljeni smo zaradi težave. Da nikogar ne skrbijo rešitve. Ampak težava ga skrbi. Ko pa razmišljamo o rešitvah, ta zaskrbljenost izgine, oziroma jo zdravimo pod narekovaj na ta način, se jo osvobajamo. In še zadnja stvar, ki bi jo tukaj omenil, zelo pomembna je, živite naenkrat samo en dan. To je zelo pomembna stvar. Ker zaskrbljenost je osredotočena, smo rekli, na prihodnost. In poskušamo danes preživeti svoje življenje, od danes do konca svojega življenja. Skrbi, kaj vse bo šlo narobe. Čez 10 let, 15, 20, 30, ko bojo otroci zrasli, kaj vse bo šlo, ko bo šli v šolo, komaj se je rodil, nas pa je že strah in smo zaskrbljeni, kaj bo v srednji šoli s tem našim otrokom. Počakaj, da pride do srednje šole. Da pride do neke točke. Kako bo v starosti? Ampak stari smo komaj 25 let.
Razmišljajmo, ja, vsekakor je dobro razmišljati, nismo neminljivi, ampak ne rabimo biti zaskrbljeni zaradi tega pred časom. Naredimo, kar lahko za to, da bo tisto obdobje lepo, koristno, da bomo živeli polno življenje. To pa lahko naredimo danes. In od današnjih naših odločitev je odvisna naša prihodnost. Danes je edini čas, ki nam je dan na razpolago. Včeraj je mimo, nič ne moremo. Ampak zanimivo je tudi včeraj, ko je bil včeraj, ne, smo rekli danes. Tako. Ne? Nismo rekli, danes pa je včeraj, glede na jutri. Nismo si tako razlagali stvari. Ne? Smo rekli danes. Danes in jutri bo spet danes. Tako. Samo danes nam je dan na razpolago in poskušajmo živeti danes. Za ta dan. Ja, načrtujemo za prihodnost, razmišljajmo o prihodnosti, ampak ne bodimo zaskrbljeni zaradi prihodnosti. Ne naložimo si bremen celega življenja od tega trenutka do konca, pa jih poskušamo nositi. Pa ne samo svojih, potem so še tu otroci, pa mož, pa žena, pa starši, pa vse si to mi naložimo in nosimo nekako skozi svoje življenje. Osredotočimo se na ta naš danes. Nosimo bremena današnjega dneva. V Svetem pismu je ena vrstica, ki pravi, dovolj je vsakemu dnevu njegovega zla. Ja, slabih stvari je dovolj za en dan, jaz mislim, da jih nihče ne rabi za celo življenje. Gremo skozi to, poskušamo to nesti, živeti, načrtujemo, delamo za to, da se izognemo določenih stvari, ampak ne skrbimo, nismo zaradi tega zaskrbljeni. In mislim, da če naredimo te stvari, smo naredili veliko v tej smeri, da se zaskrbljenosti znebimo. Prepoznajmo jo, prepoznajmo področja, kje smo ranljivi za zaskrbljenost in seveda potem prepoznajmo, kaj je tisto, kar lahko konkretno naredimo, da ta v našem življenju izgine, oziroma, da rečemo, da se vsaj zelo, zelo zmanjša. In ko se naslednjič srečamo z njo, ponovimo postopek. Ponovno naredimo vse to, kar smo tukaj omenili. To je bila naša tema o zaskrbljenosti. Naslednjič govorimo o neuspehu oziroma o tem, kako premagati strah pred neuspehom. Tega nas je tudi strah, ker nihče si ne želi biti neuspešen. Jaz še nisem srečal človeka, ki bi si to želel, ki bi rekel, jaz pa sem se odločil, da bom v svojem življenju neuspešen. Vsi se odločimo, da bomo uspešni, karkoli uspeh pomeni, ampak ne gre samo za življenjski uspeh ali pa neuspeh, gre za tiste drobne stvari, ki se nam dogajajo vsak dan, da bomo doživeli neuspeh pri nečem, nekaj, v kar smo vložili, mogoče veliko energije in truda, kaj pa, če ne bo uspelo? Kaj, če ne bo vse tako, kot je? Kaj, če bo zmanjkalo elektrike sred predavanja? Marsikaj se lahko zgodi. Jaz bom zaključil čisto kratko eno svojo tako izkušnjo, mogoče je to že tudi slišal, ker vem, da sem jo enkrat že uporabil, ampak v času svojega študija v Ljubljani, ko sem bil na začetku, je potekal en program, prišel en gost, govornik iz tujine, katerega je bilo potrebno prevajati. In prevajalec, ki je prevajal do takrat, je imel neke druge obveznosti in so se spomnili na mene. Mogoče bi pa jaz lahko vskočil in prevajal torej v živo. Šlo je za tako imenovano konsekutivno prevajanje, se pravi, on je povedal en stavek, jaz za njim in tako dalje. In ko smo dala to skozi prvič, drugič, ne vem, vse je to bilo fino, jaz sem se tudi že čisto sprostil, ampak potem, ne vem, koliko če je bilo, ampak nekje na začetku, še vedno sem jaz sredi predavanja padal v nezavest. Samo tako sem šel, na njega, gor pravzaprav, na tega govornika, ne. Že prej sem čutil neko slabost, jaz sem si razložil to z govami, ki sem jih jedel tisti popoldan, mogoče sploh niso krive gove bile, ampak dejansko mi je bilo fizično slabo po govah, zdaj je to eno in drugo povezava, to se ne spuščam, ampak glavnem to se mi je zgodilo. In to pred polno dvorano ljudi, cirka, jaz bi rekel, tam okrog 300 ljudi je bilo. Kar ni malo, ne, sploh, če se vam nekaj takega zgodi. In seveda, dobro, spravili so me k sebi, ni trajalo, da rečem, dolgo, ne, nekdo je drug skočil na mesto mene, prevajal do konca, jaz sem preživel in sem še vedno živ. Ampak vam lahko povem, da od tistega trenutka naprej v resnici, mogoče samo naslednji dan, ko sva šla na oder, sem pomislil na to, kaj če se spet to zgodi. Ja? Ampak, ko se ni zgodilo, ali pa še preden bi se sploh lahko zgodilo, je verjetno ta misel izginila. Ja? Ni je bilo več. Zdaj se še spomnim, zdaj mi je smešno, ko o tem govorim, takrat mi ni bilo rado.
pa lahko rečem, da veliko predavam. Kaj pa, če se mi bo to zgodilo? Ker ne vidim potrebe, da bi o tem razmišljal. Ker vem, da s tem ne bom nič spremenil. Ker tudi, če se zgodi to moje razmišljanje, kaj pa, če se bo zgodilo, čist nič ni pomagalo. In v vašem življenju, z vašimi strahovi in zaskrbljenostjo in stvarmi, ki vam povzročajo tiste neprespane noči, tesnobo, nemir, ki je vas, velja enako. Zato znebite se zaskrbljenosti. Prenehajte skrbeti, naredite tisto, kar lahko naredite in zaživite res polno življenje.